Lepo pozdravljeni v drugem dnevu izziva duhovne prakse. Povabim, da začnemo ta naš današnji dogodek tako, da pošlješ en srček ljubezni v skupino in ob tem, ko ga pošlješ, pomisliš na to, da bo ta srček dosegel eno osebo znotraj te naše skupine, ki danes potrebuje prav tvojo ljubezen. Tako da pošljimo srčke in imejmo v mislih, da naš srček in naša ljubezen leti do enega izmed nas, ki danes tukaj spremljamo ta dogodek. In istočasno, ko pošlješ svoj srček, odpri svoje srce, da en srček od enega izmed nas doseže tudi tebe. Pa odprimo na tak način naš prostor ljubezni za ta dogodek. Energije danes bodo izjemno močne. Tako da si damo par trenutkov, da se res znajdemo tukaj, da se povežemo. Danes sem že cel dan v kanalu. Že cel dan, v bistvu že od včerajšnjega dogodka zvečer, me vodniki držijo v povezavi s celestialnim nivojem v kanalu in me v bistvu pripravljajo na ta današnji dogodek, kajti današnja meditacija bo izjemno močna. Tako da sem danes že cel dan v takem glavobolu in v odprti glavi mojega kanala in sem že v bistvu cel dan v pripravah na to, da se danes zgodi ta čudoviti dogodek, da danes v živo zate kanaliziram in da se vsi skupaj povežemo znotraj kanalizirane meditacije. Tako da današnji dogodek bo potekal v dveh delih. Na začetku ti bom povedala malce več o praksi meditacije, na kakšen način sama meditiram, katere meditacije se meni osebno zdijo najmočnejše, najbolj transformativne in na to bomo šli praktično doživeti v drugem delu kanalizirano meditacijo. Tako da upam, da imaš udoben kotiček, kjer se lahko popolnoma sprostiš, da zapreš vrata ali pa povabiš svoje družinske člane, da se ti danes pridružijo v tej meditaciji, prižgeš svojo najljubšo svečko, nastaviš kristal in seveda danes znotraj te meditacije bomo ne samo blagoslovili sebe, blagoslovili naše kristale, blagoslovili bomo tudi vodo. Tako da, če imaš kozarec vode ali pa kar vrč vode, lahko ga pripraviš, zato da ga bomo znotraj te današnje meditacije blagoslovili. Za vse tiste, ki ste prišli kasneje, povabim, da pošlješ en srček v to našo skupino in s tem pošlješ ljubezen enemu izmed nas, ki danes smo tukaj skupaj povezani. In potem, ko pošlješ srček, odpreš svoje srce, da en košček ljubezni nekoga izmed nas doseže tudi tebe. Danes bomo na tak način odprli ta naš skupni prostor, da si v bistvu izmenjamo to ljubezen, da ena ljubezen teče k tebi, druga k meni, tretja k drugi osebi in tako med sabo prepletemo močno mrežo, da postavimo zelo ljubeč prostor za ta naš dogodek. Evo, hvala lepa za vse srčke. Upam, da ste tudi svoje srčke odprli, zato da pridejo srčki do vas. Ok, pa gremo kar naravnost v današnjo temo, oziroma mogoče bi na začetku vprašala, če ste naredili domačo nalogo od včeraj. Ali ste se vprašali, ali si se vprašal, kaj so tiste 3 stvari, 3 duhovne prakse oziroma 3 užitki, ki tvojo dušo vedno osrečijo. In dajmo odpreti prostor s tem, da vsak napišete te 3 svoje stvari, se pravi, kaj je tisto, kar njegovo dušo dobesedno pripelje v radost, v pretok, v užitek. Kajti včeraj smo se pogovarjali o različnih vrstah duhovnih praks in ugotovili tudi to, da tiste stvari, ki jih zelo radi počnemo, ki polnijo našo dušo, so prav tako izraz duhovne prakse, ker nas povezujejo z nami, z našo dušo, z našo esenco. Tako da napiši tukaj v komentar, da prepoznamo te naše užitke, te naše dušne radosti. Sama pa te spodbujam, da od tega trenutka dalje v tem zavedanju, kaj so te 3 tvoje dušne duhovne prakse, da upelješ več tega v svoje življenje. Včeraj smo pogledali na ta plakat, ki smo ga narisali, koliko različnih vrst duhovnih praks obstaja in ugotovili, da je duhovna praksa veliko več kot to, da sedimo v lotosovem položaju v meditaciji, da je dejansko duhovna praksa vse, kar poveže vsa naša telesa. In
Te 3 stvari, ki si jih spoznal o sebi, o svoji duši, so tiste individualne stvari, ki prižigajo tvojo dušo, ki prižigajo v bistvu tvojo esenco in prav tako povezujejo vse dele tebe. In jih je dobro vpeljati v svoje življenje. Evo, že letijo morje, vrtičkanje, sprehodi, spolnost, narava, živali, koncerti, vožnja z motorjem, piše Anže, hribi, gost, voda, sprehod, kuhanje, voda, skrb za rožice, kolesarjenje, opazovanje zvezd, branje zgodovinskih zapisov, wow, meditacija, ustvarjanje keramičnih izdelkov, peka kruha iz droži, sedenje na soncu, fotografiranje, wow, borovci, kizomba, make-up, wow, krasno, dolgi sprehodi, branje, nabiranje rožic. Čudovite stvari smo spoznali o sebi. In ko se pogovarjamo o duhovni praksi, moj namen znotraj tega izziva je, da ti v bistvu pokažem, da duhovna praksa ni nekaj ekstra, kar si v bistvu velikokrat predstavljamo, da je nekaj izven našega življenja. In imamo potem zelo velikokrat slabo vest, ker se je ne lotimo. In včerajšnji dogodek ti je zagotovo odprl to razsežnost in ti je odprl to zavedanje, da je duhovna praksa v bistvu način življenja. Način življenja, ki skrbi za vse dele tebe, ki skrbi za vsa tvoja telesa. In če ponovno pripeljem v tale naš kader, plakat, ki smo ga včeraj izdelali, dol sem vzela vse listke duhovnih praks, zato da bomo danes se lahko posvetili eni. Včeraj smo povedali, da je duhovna praksa tisto, kar povezuje naša telesa. Imamo 7 teles in nekatere duhovne prakse negujejo spodnja telesa, nekatere odpirajo energijsko telo, zato da pridemo lahko do višjih teles, se pravi do naših svetlobnih teles, in druge prakse delujejo na odpiranju naših svetlobnih teles, torej to so višje ležeča telesa. In danes želim spregovoriti o duhovni praksi številka 1, ki je dobesedno najbolj prakticirana duhovna praksa na svetu, in to je meditacija. Ampak obstaja veliko različnih vrst meditacije. Recimo, če naštejemo samo par takih, vsi, ki ste znotraj moje skupnosti, zelo dobro poznate kanalizirane meditacije. To so meditacije, pri katerih se medij poveže s celestialnim nivojem in kanalizira sporočila, energijo, zavedanje, vodenje do osebe, ki posluša meditacijo. In te meditacije so v bistvu izjemno močne. Zakaj? Zaradi tega, ker nas povežejo preko vseh teles. Potem obstajajo vodene meditacije, ki so recimo napisane in ustvarjene iz naših spodnjih teles. Ko se recimo nekdo usede in napiše eno lepo meditacijo in jo potem prebere, to so vodene meditacije. V kakšnem pogledu se vodena meditacija razlikuje od kanalizirane, čeprav se mogoče nekomu zdi, ki bi poslušal, da je to zelo podobno, oziroma da gre za isto meditacijo. Vodena meditacija v bistvu je meditacija, ki dejansko nas lahko odpre in vzpostavi povezavo samo znotraj spodnjih teles. Velikokrat me včasih mi kdo reče, Tjaša, kako si ti lahko zapomniš toliko besed, tako stavke, tekoče govoriš, ko poslušam tvojo meditacijo, kako ti je to uspelo? A si ti to brala iz lista? A si ti to na pamet naučila? Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker če bi jaz delala vodene meditacije, bi na list napisala meditacijo, neko sproščujočo tehniko in bi jo prebrala in bi te z nekim sproščenim glasom v to meditacijo vodila in popolnoma v redu, take meditacije so čudovite, ampak kar nam te meditacije prinesejo, je povezavo zgolj in samo med našimi spodnjimi telesi. To pomeni, sprostijo naše fizično telo, zrahljajo naša čustva, umirijo naš povežejo nas v našo energijsko polje in dejansko se počutimo boljše. Razlika med vodeno in kanalizirano meditacijo, čeprav tudi kanalizirana je na nek način te vodi, je pa ta, da v bistvu kanalizirana meditacija je ustvarjena iz veliko višjega nivoja in posledično je ta povezava zate vzpostavljena, se pravi, te ne dvigne zgolj do energijskega telesa, ampak še više
preko tvojega astrala, preko tvojih dušnih zapisov, vse do celestiala. In če je meditacija kanalizirana z namenom manifestacije, te dvigne še vse do telesa manifestacije. In zato so te meditacije energijsko močnejše, potentnejše. Ko jo poslušamo, nas odnese. Takoj aktivira naše teta stanje možganov in nam takoj v bistvu preklopi frekvence, da nas v drugo zavest. Kaj pa recimo meditacije, ko se mi samo usedemo, naprimer ob reko in smo v tišini in gledamo ptičke in gledamo reko, ne? To je tudi neke vrste meditacija. Ali pa če se sprehajamo v naravi in samo dihamo, ne? Tudi to je neke vrste meditacija. Ampak spet, te meditacije aktivirajo naša spodnja, gostejša telesa, nas zrahljajo, nas prostijo, ampak nas ne povežejo v bistvu preko vseh 7 teles. Tudi recimo meditacije, pri katerih recimo mantramo, ne, nam odpre povezavo do tistega dela, kateri del mantra aktivira. In če je mantra iz višjih nivojev, potem bo meditacija z mantranjem tebe povezala. Ni pa nujno, ne? Mogoče bo mantra, ki je za aktivacijo spodnjih teles in te prav tako ne bo v bistvu v celoti povezala. In ko sem sama v bistvu začela z meditacijo, jaz sem z meditacijo začela kot 12-letna punčka, ne? Ko sem se prvič usedla, ne? Na neko duhovno delavnico in sem bila pač vodena v meditacijo in enkrat smo vizualizirali čakre in drugič smo si predstavljali, kako hodimo po lepem gozdu, ne, in po travniku in nabiramo rožice. Tretjič smo dihali, četrtič smo poslušali gonge in smo ob tem meditirali. Skratka, poskusila sem različne vrste meditacij in moram priznati, da nikoli nisem bila fan meditacije oziroma vsaj takrat ne kot deklica. Ne. Potem pa, ko se je meni aktiviral moj dar medijstva, kanaliziranja, kar se je zgodilo, je to, da sem začela kanalizirati sporočila in na neki točki mi je mami rekla, Tjaša, kaj pa če bi ti kanalizirala meditacijo? In nisem imela pojma, ne, kako se naredi kanalizirana meditacija. In sem si rekla, ok, se mogoče se pa lahko povežem, ne, tako kot se vedno povežem, ne, s celestialnim nivojem, pa zagotovo bodo angeli imeli, oziroma duhovni vodniki, ne, imeli kakšno meditacijo za mene pripravljeno. In takrat sem prvič na polno luno, ne, 12 let nazaj, šla v kanal z namenom, da se mi skanalizira meditacija. Nimam občutka, kako zelo uspešna je bila ta meditacija, če je delovala, če ni delovala. Samo to vem, da sem takrat prvič šla meditirati z malce drugačno tehniko. Se pravi, šla sem v kanal, prosila za meditacijo in ta meditacija se je izlila. In potem sem začela snemati meditacije in jih ustvarjati meditacije kot dogodke, ljudje so se prijavljali in nazaj so hodili z izjemnimi rezultati. In so mi začeli razlagati, Tjaša, moje telo se je pozdravilo, ne, sprostila sem tisto težo, ki sem jo nosila do bivšega partnerja. Potem poslovneži so mi rekli, Tjaša, zdaj imam večji fokus, boljše se počutim, ne, lažje dosegam svoje poslovne cilje, ženo se več ne kregava, ne. Dejansko rezultati kanaliziranih meditacij so se izkazali kot zelo veliki in zelo močni. Ne samo, da so prihajali nazaj ljudje z veseljem, ne, ker jih je meditacija energijsko napolnila, fizično v življenju so doživljali zelo hitre transformacije. In takrat sem jaz v bistvu spoznala, da v bistvu ta meditacija kanaliziranja je pa v bistvu kar močna, ne? In sem začela snemati še več meditacij in sem snemala meditacije za obilje in za partnerstvo, ne? Se veste, vsi, ki ste del moje skupnosti, ogromno meditacij snemam, sploh v naši spletni šoli Oracle Membership, ne? Ogromno meditacij na vse teme, pa za prižig spolne energije, pa meditacijo za, kjer spoznaš svojo kodo obilja in tako dalje. No in tekom teh 12 let sem v bistvu spoznala, da zelo uživam, ko kanaliziram meditacije. In da v bistvu ne samo, da uživam, ko te meditacije skanaliziram, ampak da enostavno te meditacije tako močno delujejo name, da so postale moja vsakodnevna duhovna praksa. In sama osebno sem se predala temu, da bom živela življenje visoke vibracije, da bom živela življenje v jasnosti in v povezavi vseh mojih teles, ne? In zaradi tega sem izbrala, da bom meditirala vsaj enkrat na dan oziroma 2-krat na dan. Tako da v bistvu že kar dobrih 3, mogoče 4 leta meditiram tako ob jutru kot ob večerih. In moje meditacije v bistvu izgledajo na tak način, da ali, ne, najpogosteje se povežem z mojo meditacijo, ki sem jo že ustvarila, ji prisluhnem in ji dovolim, da me meditacija ponese do tja, kakršen je njen namen.
Včasih, zadnje čase, predvsem pa vsaj enkrat na dan naredim tudi meditacijo, ko se preprosto samo dvignem do celestiala in dovolim, da se zame individualno zlije meditacija, ki je v tistem trenutku zame najboljša. In tako sem v bistvu danes želela spregovoriti in ti dati tudi izkušnjo o kanalizirani meditaciji, zaradi tega, ker sem ugotovila, da so kanalizirane meditacije po mojih izkušnjah ene najmočnejših in ti prinesajo veliko hitrejše rezultate, kot recimo vodene meditacije, ki niso ustvarjene oziroma niso povlečene dol iz kanala. Pa spet ne, vsaka duhovna praksa, ki nas pokliče in ki je, bom rekla, skladna z našo vibracijo, je za nas prava. Jaz ti želim predstaviti, kaj zame deluje in kar deluje za večino med vami, ki ste v moji skupnosti, ne, in ste že preizkusili kanalizirane meditacije. In zdaj, zakaj je kanalizirana meditacija tako zelo posebna? V bistvu prvo, kar moramo vedeti, je, da kanalizirano meditacijo v bistvu delamo na tak način, da poslušamo meditacijo, ki jo je skanalizirala oseba, ki je bila v kanalu. Se pravi, ti ne potrebuješ znati kanalizirati, ti ne potrebuješ znati priti v kanal, ti preprosto prisluhneš eni meditaciji, ki sem jo posnela recimo jaz, ki sem jo skanalizirala. Kar pomeni, če ti prisluhneš meditaciji, ki je bila povlečena dol iz kanala, bo meditacija nate delovala. In prvo, kar se zgodi, je to, ko začnemo mi poslušati kanalizirane meditacije, se nam zgodi to, da se naše telo sprosti, da nas dobesedno odnese v neko tako stanje čisto drugačnega doživljanja telesa. Naše telo postane dobesedno lebdeče, kot da fizično telesa nimamo, ker se naša zavest dvigne iz fizičnega telesa in se začne širiti navzgor vse do našega celestiala. Zgodi se to, da se nam dihanje umiri, upočasni, bitje srca se nam upočasni, telo se rahlo ohladi in včasih tudi malce, imamo občutek, kot da malce otrpnemo. Jaz se včasih pohecam, kot da bi recimo žaba šla v hibernacijo, v zimsko spanje, in v bistvu nimamo toliko pretoka, ogromno energijskega pretoka imamo, samo nismo tako zasidreni v naše fizično telo. Dobesedno se nam včasih celo zgodi, da nam roke otrpnejo, da imamo tako občutek, kot da zapuščamo naše telo, ampak to je samo zaradi tega, ne moramo kar zapustiti telesa, da se ne bo kdo strašil, ampak samo zaradi tega, ker se nam dejansko odpira povezava skozi vsa telesa do našega izvora, do naše izvorne energije. Naša čustva, marsikdo, ko bi samo sedel v meditaciji in bil v tišini, se mu zgodi, da mu začnejo šibati čustva, pa misli, in se reče, kako naj se umirim. Pogosto pri kanaliziranih meditacijah, zaradi tega, ker je energija tako močna, nam dobesedno takoj prebije čez. In če samo sledimo vodenju in če samo sledimo sporočilom, ki prihajajo skozi osebo, ki kanalizira meditacijo zate, v tem primeru bom to jaz, nas avtomatsko povzdigne. Naša energija se popolnoma resetira, popolnoma obnovi in že se začnemo dvigovati do naše duše, do naših duhovnih vodnikov in se začne proces. In karkoli je namen te meditacije. Recimo, danes sem na televiziji kot gostja govorila o eni od mojih meditacij, namreč meditacijo za obilje sem posnela. In kaj se je začelo dogajati? Vsi tisti, ki ste to meditacijo poslušali, redno, ste mi začeli pisati, Tjaša, odkar poslušam to tvojo kanalizirano meditacijo za obilje, v moje življenje iz vseh strani prihaja obilje. Povečalo se mi je obilje, povišico sem dobila v službi, dobila sem prilive, ki jih nisem pričakovala. Rečete, kar naenkrat najdem denar na tleh. Skratka, na takšen in drugačen način se vam v življenje privleče obilje. Zakaj? Zaradi tega, ker kanalizirana meditacija ne samo to, da vzpostavi pretok skozi vsa tvoja telesa, se pravi do celestiala, ampak ti povleče dol to energijo in jo napolni dobesedno v tvoje energijsko polje. In je dobesedno tako, da kanalizirana meditacija zlije vate kot v prazno steklenico tisto vibracijo, katero ta meditacija sidra. To pomeni, da so te meditacije še zaradi tega potentnejše in mogočnejše, ker ne samo, da vzpostavi tvojo povezavo, da postaneš popolnoma povezan z vsem, kar si, ampak zlije vate tisto frekvenco, tisto vibracijo, katera
je namenjena v tisti meditaciji, konkretno recimo v tej meditaciji, ki sem jo zdaj omenila, obilje. Lahko je to meditacija za zdravljenje, in potem pride ta zdravilna energija do tebe. Skratka, namen kanalizirane meditacije ni samo umiritev naših misli, ni samo to, da smo malce bolj sproščeni, ampak je pravzaprav polnjenje naših teles, naše energije s frekvencami, do katerih dostopamo skozi kanalizirano meditacijo. In veliko krat me vprašate, koliko časa bi človek moral meditirati, da bi to delovalo, ker iščemo neke hitre rešitve. Tjaša, povej mi, bom meditirala 5 minut na dan vsak dan, če to pomeni, da bom večno srečna. Meditacija je ena od duhovnih praks, kot smo včeraj spoznali, in ko jo vključimo v svoje življenje, jaz rečem vedno, naj bo prisotna v tvojem življenju. Ni nujno, da se ji predaš vsak dan. Lahko, super, ampak ni nujno. Ko pa se ji predaš, se pa predaj kanalizirani meditaciji, ki te bo hitreje prepeljala iz alfa in beta stanja možganov v teta stanje možganov. In če po domače povemo, da bi sebe navadili, da smo popolnoma sproščeni, umirimo sprostimo čustva, v meditaciji, ki ni kanalizirana, bi mogli meditacijo izvajati približno 20 minut, da bi sploh prišli do tega stanja. Če pa mi vskočimo v kanalizirano meditacijo in poslušamo kanalizirano meditacijo, se pa že po 3, 4, tam do 7 minutah zgodi povezava z našo izvorno energijo in se takoj možgani preklopijo v teta stanje in začnemo hitreje prejemati to izvorno energijo, kot bi jo recimo v vodeni meditaciji. In zaradi tega sem sama ugotovila, da želim se predajati meditaciji, ki je najbolj učinkovita in ki mi dobesedno pripelje še več, rezultatov, še močnejšo, potentnejšo energijo. In pri kanalizirani meditaciji se zgodi ta preskok hitreje. Se pravi, hitreje spravimo možgane v teta stanje, hitreje se zgodi zdravljenje, hitreje se zgodi manifestacija, hitreje se zgodi povezava, hitreje v bistvu se naravnamo na to božansko ljubezen. Tako da na tem mestu bi te povabila, da mi postaviš tukaj spodaj v komentar svoje vprašanje, ki ga imaš o meditaciji. Kaj je tisto, recimo, kar te najbolj zanima o sami praksi meditacije, da mogoče odgovorim še nekaj vprašanj glede tega in ti, čas, ko čakam na vaše vprašanja, povem v bistvu, kako sama prakticiram meditacijo. Torej, zame osebno je meditacija tisti čas v dnevu, ki ga izberem in namenim sebi, ne glede na to, kaj se dogaja v mojem življenju. Zaradi tega, ker če bom čakala, da bom imela malce več časa za to, da bom meditirala, dejansko nikoli tega časa ne bom imela. Duhovna praksa meditacije je zame osebno moja izbira. In tudi recimo zdaj v teh časih, ko imam zelo veliko projektov, ki jih vodim in imam polne dneve, si izberem, da ko zjutraj se zbudim, najprej vstopim v meditacijo in zvečer, predno grem spat, se zopet predam meditaciji. Včasih še potem, ko pridem iz službe, iz pisarne in sem vsa aktivna in vidim, da rabim reset, naredim meditacijo. Tako da dobesedno tudi takrat, ko imam veliko stvari, sploh takrat je meditacija moja izbira. Kajti vem, da če bom šla v meditacijo, bo to mene resetiralo, bo to mene spet povezalo z vsem, kar sem in bom z veliko večjo ljubeznijo se lotila potem tistega opravila oziroma tiste stvari, ki sledi, ki jo želim v bistvu početi. Velikokrat me vprašate, ali moramo meditirati sede, ali lahko leže. Sama osebno vedno meditiram leže. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se že toliko izurila, da v bistvu znotraj same meditacije ostajam prisotna, da ne zaspim. Ampak nič hudega ni, če mislimo, da v narekovajih zaspimo. Kajti kaj se dogaja pri kanaliziranih meditacijah? Velikokrat mi mislimo, da gremo v spanje, v resnici gremo pa zgolj in samo v teta stanje možganov. In kadar v bistvu smo v teta stanju možganov, takrat nismo v prebiranju in v analizi in v kontroli vsega, kar se dogaja. Kako se počuti noga, kaj se dogaja v sosednjem prostoru, kaj moram jutri narediti, ni tega. Kadar se priklopimo v teta stanje možganov in občutek imamo, kot da nas ni, ampak v bistvu smo. In zato velikokrat marsikdo, ko začenja z meditacijo ali pa mogoče ni še vešč same meditacije, je, da ima občutek, kot da je zaspal
v resnici se je pa samo njegov mental izklopil. Njegovo telo je ostalo budno, ne? Je ostalo prisotno, samo frekvenca možganov je šla v teta stanje. Če imaš težavo s tem, da velikokrat zaspiš in si res ne želiš tega, potem te povabim, da začneš meditacijo izvajati v sede. Kar pomeni, da si narediš udoben položaj, da imaš hrbet raven, prsni koš odprt, dlani imamo običajno vedno odprte navzgor in oblečeni smo udobno. Ne? Sama, ko zjutraj delam meditacijo, sem seveda v pižami in enostavno predno gledam na telefon, predno gledam karkoli, grem v meditacijo, ker to nastavi v bistvu moj dan. In v sami meditaciji torej je pomembno, da imamo mir, lahko meditiramo z ljubljeno osebo, ampak samo če v bistvu vsi skupaj v meditaciji dejansko smo potem res prisotni, ne da potem začneš klepetati, si že konc. Zato sama predlagam, da na začetku začneš meditirati sam, da se ti tega navadiš, potem pa se lahko tudi v meditacijo vključiš s svojim partnerjem, partnerko, kar je tudi v bistvu zelo lepa praksa, ko se vajine energije skupaj povežeta, ko vstopita v samo meditacijo. In evo, ravno vidim, da vaše vprašanja prihajajo, zakaj zaspimo in to sem pravkar odgovorila. Eno vprašanje, ki se pojavlja, vidim, je, kako umiriti Prvo, kar je to, da si v bistvu zavedamo, da ko gremo v meditacijo, je dobro, če res izberemo, da bomo v meditaciji. To pomeni, zapri vrata, zapri se tja, kjer boš meditiral, ugasni telefon in dobesedno izberi, da te nič zunaj ne bo motilo. Zaradi tega, ker če imamo na primer malce vrata odprta, pa pričakujemo, da bodo otroci prišli domov, ali pa pričakujemo en klic ali pa eno pošto iz službe in ne izberemo, da zdaj ta prostor meditacije je res za našo sprostitev in je res za povezavo s sabo, potem zavestno ostanemo na pol zunaj. In takrat se nam seveda bo ostal vklopljen. Ko pa zapreš vrata in se prav odločiš, zdaj grem v meditacijo, ugasneš telefon, poveš družinskim članom, prosim, pustite me, zdaj meditiram, se boš lažje odklopil. In moje navodilo, zdaj govorimo o kanalizirani meditaciji, je, da ves čas znotraj kanalizirane meditacije daješ fokus recimo na moj glas, daješ fokus na glas tistega, ki meditacijo kanalizira. Na vodenje, na energijo, na glas. In s tem, ko boš dajal fokus na glas in ko boš dajal fokus na sporočila, ki prihaja, bo dejansko tvoj se sprostil in se boš dvignil z glasom vse do celestiala, se pravi, dvignil se boš v svoja višja telesa. In torej, mogoče imamo vsi neko tako izkušnjo, neke te stare prakse meditacije, ko pravi, sedi v lotosovem položaju, zravnan in samo dihaj in na nič ne misli. Ne rabiš na nič ne misliti, ne rabiš se siliti v to, da ne misliš. Enostavno polni svoje misli s tem, kar se dogaja znotraj meditacije. In če pride zraven ena misel, jo dovoliš, istočasno daješ fokus ves čas nazaj, ves čas na vodenje, ki se dogaja znotraj kanalizirane meditacije. In kar se bo zgodilo na neki točki, je, da bo tvoje sledenje procesu meditacije prepisalo tvoj ki zraven funkcionira. Kajti tvoja zavest se bo dvignila više. Poglejmo, kje je mental. Mental je tukaj. Mental je tukaj. Kanalizirana meditacija se dogaja tukaj. In zdaj, če ti dovoliš voditi svojo pozornost sporočili meditacije, te bo na začetku še metalo malce dol. In potem vedno znova izbereš slediti glasu in te bo spet mogoče vrglo ven. Ampak ko boš vsakič znova izbral in dovolil, da so misli prisotne, ampak izbiral fokus na kanalizirano meditacijo, kar se bo zgodilo, da na neki točki boš z zavedanjem se dvignil izven mentala in ne boš več imel misli. Oziroma misli, ki bodo prišle, bodo misli pretoka, to pomeni jasnost, bodo kanalizirane misli, bodo sporočila tvoje duše, do katerih boš prišel znotraj kanalizirane meditacije in bodo dobesedno uvidi. Uvidi oziroma jasnost. Mogoče še ena stvar, mogoče nekomu na začetku, videla sem, da so tudi to vprašanja, ima občutek, da telo ni dovolj sproščeno. Zaradi tega, ker je zelo priporočljivo, da pred samo meditacijo svoje telo sprostimo. Mislimo, da mora biti telo
togo, ne postavljeno, ne vso skontrolirano, ne. Telo mora biti najbolj sproščeno možno, ne. Zato stresi, naredi enega mokrega kužka, ne, zrahljej svoje telo, daj se v najbolj udoben položaj, kjer lahko res celega sebe spustiš. In ko se boš dal v tak položaj in ko si boš to dovolil, ne, kar se bo zgodilo, je to, da bo tvoje telo začelo sproščati napetosti. Mogoče si imel napetost v desni roki, ne, in bodo šli mravljinčki čez desno roko, ne, mogoče imaš napetost v levem kolenu, ne, in boš začutil levo koleno takrat, ko ga boš sprostil. Ampak bistveno je, da se ne fokusiramo na to, kaj je napeto, ampak spet tako kot prej, ne, sem omenila, sledimo vodenju meditacije kanalizirane in dovolimo, da na neki točki ta prisotnost znotraj telesa, ta kontrola telesa popusti. In seveda, ko se spustimo, ne, ko sledimo, sprostimo tako telo, tako mental in se dvignemo navzgor. Sama predlagam, da recimo izvajamo meditacijo, eno meditacijo, ki nas pokliče, recimo znotraj moje skupnosti, ne, imate ogromno meditacij, največ meditacij v bistvu ustvarjam za spletno šolo Oracle Membership, ne, moja spletna šola, in je moj predlog je, da recimo izbereš eno meditacijo, ki jo želiš poslušati in se njej predaš toliko časa, kot je v posamezni meditaciji napisano. Sama vedno zraven meditaciji napišem, kolikokrat jo je dobro ponoviti, zato da imaš maksimalen učinek. Določene meditacije, ne, kanalizirane, so namenjene kot enkratno doživetje. Recimo kakšno astralno potovanje ali pa kakšna transmeditacija, ki te pelje v pretekla življenja, ne, tudi take imamo. In to je enkratno doživetje. Greš, doživiš, ne, tolikokrat, kot bi rad doživel v bistvu svojo preteklost. Določene meditacije so pa namenjene ne samo nekemu doživetju, ampak so namenjene ohranjanju določene vibracije. In recimo, če želimo ohranjati vibracijo vitalnosti in zdravja, bomo potem redno poslušali recimo meditacijo za to, ne, za zdravljenje. Ne rabimo pa vsak dan iti v meditacijo za regresijo, ne, to so premočne, bom rekla, meditacije, da bi jih meditirali vsak dan. Tako da med meditacijo dejansko, kar se zgodi, sploh pri kanaliziranih meditacijah, zgodi se to, da dosežemo tako visoko stopnjo zavedanja, ker se dvignemo vse do celestiala, ne, da se zgodijo zdravljenja, zgodijo se razrešitve karme, zgodijo se postavitve energije, ne, zgodijo se blagoslovi, zgodijo se čiščenja, ne, in to včasih naše telo na to reagira, ali tako, da začnemo jokati, ne, ali tako, da se nam sproži smeh, ali tako, da nas mogoče malce zazebe. In vse je v redu, ne? To samo pomeni, da je dejansko meditacija na tak način delovala na naše telo. Sprašujete, da sem nekoč kanalizirala v tujem jeziku. Kaj je bilo to? Ja, evo, to je pa potem še neka nadgradnja kanaliziranih meditacij. In sicer, ko se kot medij, ne, povežem s celestialnim nivojem, tam lahko dostopam tudi do jezikov, ki so malce drugačni, ne, ki jih mi na planetu Zemlja ne poznamo, ampak obstajajo na drugih nivojih zavedanja. In včasih pride svetlobni jezik svečenikov Lemurije, včasih pride svetlobni jezik zmajev, različnih drugih duhovnih vodnikov, in to so zelo energijsko močni paketki energije. In ko ta jezik pride, morda nas bo obiskal tudi danes, ne, bomo videli, ko ta jezik pride, v bistvu se zgodi izjemna povezava, ne, z našo zavestjo, z našim izvorom, z našo izvorno energijo in izjemna zdravljenja v samo nekaj sekundah dobesedno. Ne. In veste, kaj je tista največja razlika med vodeno in kanalizirano meditacijo? Da ko grem v kanal, ne, da kanaliziram meditacijo za nas, jaz ne vem, kaj bo prišlo skozi. Eno sekundo predno moram odpreti usta in povedati, pride sporočilo. In spomnim se, da sem nekaj let nazaj kanalizirala meditacijo za manifestacijo in predno sem šla na oder, že par dni prej, ne, sem se povezala z vodniki in so mi rekli, Tjaša, tokrat res moraš vse predati, ne, karkoli pride v tvoj kanal, predaj naprej. In sem rekla, seveda, sej vedno to naredim, ne, to je v bistvu del kanaliziranja, ne, da enostavno vse, kar pride, preneseš. Pa so rekli, ja, ampak res na tej meditaciji pa res moraš vse povedati. In sem rekla, se vedno povem, kaj sploh govorite. No, ampak kaj se je zgodilo takrat? Zgodilo se je to, da je v mojo glavo, v mojo zavest, sekundo, ne, preden sem povedala znotraj meditacije, prišel svetlobni jezik in
kar naenkrat začnem slišati in dobivati neke besede, ki jih jaz ne razumem. In sem lahko, čakaj, kaj je zdaj to, ne morem tega povedati. Ne? In v tistem skočijo v moj kanal te vodniki in mi rečejo, saj si rekla, da boš vse povedala. Ne? Povej zdaj to, kar si dobila. In nisem vedela, si bom zlomila jezik oziroma kako naj sploh to povem, ampak avtomatsko, ne, ko sem povezana, ne, kot medij, to tako leti, da ne morem kontrolirati. Ne. In sem rekla, ok, pa ne gre. In je prišla takšna močna meditacija do, ne, te svetlobne kode, ta svetlobni jezik. In najbolj zanimivo je pa to, da na koncu meditacije so rekli, ne, udeleženci dogodka, v bistvu moj um ni nič razumel, kaj si govorila znotraj tistega dela meditacije, ampak moja duša točno ve. Ker v bistvu ta jezik mi vsi poznamo, ne? Duša ta jezik pozna. Tako da, če se to zgodi znotraj kanalizirane meditacije, da pride svetlobni jezik, samo odprt ostani in sprejmi, ker to so tako zelo, zelo močne energije. Ja? Ok. Zdaj pa jaz predlagam, da gremo v samo izkušnjo meditacije in par priporočil, predno se v meditacijo spustimo. Prvo, kar je, zapri vrata, kjer si, naredi si, da boš v miru, v tišini, ne, da te nič ne moti. Vse, kar potrebuješ, je sebe, svoje telo in seveda tvoj telefon oziroma računalnik, oziroma kjer me pač spremljaš. In dogovorimo se, da znotraj meditacije ne bomo pisali komentarjev, zato da se vsak resnično posveti svojemu doživetju meditacije. Ne? In na koncu, ko pridemo ven iz meditacije, si lahko vse podelimo in poveste svojo izkušnjo. Zato, kaj je dobro, da imamo ob sebi, če imaš kakšen kristal, kozarec vode, ne? In čisto na koncu meditacije priporočam, da popijemo kozarec vode, v katero smo dali ščepec soli, zaradi tega, da bomo prizemljili naše energije nazaj. Sicer pa najdi udoben položaj svojega telesa. Če sediš, poskrbi, da imaš podprt hrbet. To pomeni, da ti ne bo potrebno držati telesa ves čas pod kontrolo, ampak da res lahko vse spustiš in padeš noter, ne, v samo meditacijo. Tako da, če sediš, imej podprt hrbet, lahko tudi ležiš in si dovoliš popolno sprostitev. Ta meditacija, ki jo bomo danes doživeli, bo malce bolj drugačna, posebna, kot ste jo navajeni. Mogoče roke gor, če je kdo, ki še nikoli ni doživel kanalizirane meditacije, da vidim, koliko nas je. Predvidevam, da večina ste tako ali tako del moje skupnosti, ne, in ste že kdaj meditirali na kanalizirano meditacijo. Če pa kdo še ni, naj pa napiše, tako da prepoznamo, če imamo kakšnega popolnega začetnika. In sicer, kar bi rada povedala, je to, da današnja meditacija bo malce drugačna, v tem kontekstu, da bo v bistvu ustvarjena z namenom, ki si ga boš dal sam. Ok, imamo nekaj takih, ki še niste. Super, čudovito, da ste odprti za novo izkušnjo. Torej, meditacija, vodniki so mi rekli, ne, predno sem se oglasila v živo, da bo današnja meditacija zelo močna in da bo posebna v tem smislu, ker bomo vsak zase bo lahko dal namen tej meditaciji, kako bo meditacija nanj delovala, kaj bo zanj naredila. Tako da, ko se boš prepustil v meditacijo, boš točno vedel, kaj moraš narediti. Moje vodenje, sporočila, kanalizirana zavest, ki bodo prihajala, te bodo vodila. Ok, dragi moji, gremo. Tako da, kar povabim te, da se nežno umiriš, priklopila bom glasbo, ti pa ljubeče nežno zapreš svoje oči, najdeš udobje in sproščeno zadihaš, ko se skupaj podamo v to meditacijo. Dragi otrok, draga duša, tukaj ob tebi sem jaz, boginja Isis, in prihajam v tvoj prostor, v osebni prostor tvoje duše, da postavim te v sredino kristalne krogle. Tvoje oči so nežno zaprte,
Tvoja duša odprta in srce v popolnem sprejemanju. Jaz, boginja Isis, postavljam okoli tebe kristalno kroglo, ki objema tvoje fizično telo, ki bo tebe razširila preko vseh tvojih 7 teles, vse do tvoje izvorne jedrne zvezde. Ob začetku nekaj ljubečih vodil, nato se prepustiva. Jaz, boginja Isis, sem skrbnica tvojih dušnih zapisov, tvoje dušne pogodbe in tvoje usode. Znotraj te meditacije te bom popolnoma odprla, da sprejmeš k sebi točno tisto, kar zdaj zase izbiraš. Zato, ko narahlo zapreš svoje oči, ko resnično odpočiješ svoj pogled, te vabim, da odložiš svoje telo na podlago. Prav zavestno ga odloži, zrahljaj se, spusti se, predaj se. Ali lahko resnično dovoliš, da tvoji nogi padeta na podlago in se poglobita vanjo? Ali lahko dovoliš, da je tvoj prsni koš sproščen, vrat popolnoma udoben, ko lahkotno dihaš, tako kot ti je zdaj najbolj prijetno in udobno? Odloži svoji roki, ko tvoje dlani gledata proti stropu, nebu in vesolju. Celo tvoje telo zdaj počiva. Ti pa dovoliš, da se okoli tebe postavi ta kristalna krogla, ki bo aktivirala vse svetlobne dušne zapise. In predno vstopiva v to potovanje, te vabim jaz, boginja Isis, da greš v notranjost najčistejšega dela tebe v tvojem srcu. Vprašam te, kaj je tisto, kar prav zdaj najbolj potrebuješ. Ko se potopiš v svoje srce, ko se srečaš sam s seboj. Draga duša, kaj je tisto, kar v tem trenutku tvojega obstoja najbolj potrebuješ? Prepoznaj svoj namen, prepoznaj svojo izbiro in potrebo, ki te bo danes peljala v to meditacijo. To bo odprlo prostor, da je ta meditacija zate popolnoma individualna izkušnja, ustvarjena zate v tem trenutku. In zato vabim te, da greš še globje v lastno bitje, da greš še globje v lastno srce. Ko greš mimo tega, kar misliš, da potrebuješ, kaj je spodaj, kaj je zadaj, kaj je resnična potreba tvojega bitja. Ko nič zunaj tebe te ne omejuje, ko ni strahu, ko je prisotna samo ljubezen.
kaj resnično potrebuješ, draga duša. Začuti to esenco tvoje namere. Začuti to najčistejšo esenco tvoje namere. In predstavljaj si, da je ta tvoja namera kot kapljica vode. Znotraj te kapljice je zapis tvoje namere, ki jo daješ v to meditacijo. S to kapljico tvoje namere informiraš to meditacijo. In zdaj se spusti z menoj in vse, kar potrebuješ, je, da prisluhneš. Prisluhni mojemu vodstvu. Dovoli, da te odnesem. So delčki tega potovanja, ki se jih tvoj ne bo zavedal, in v redu je. Sledi mi, prisluhni mi, dihaj skupaj z menoj. Dovoli, da tvoj dih teče v krogu, ko vsak vdih nežno se steče v izdih. Opazuješ ga s prisotnostjo, čutiš premikanje lastnega telesa, ko dih teče. In ali lahko narediš še globji vdih, še počasnejši in globji izdih. Ali lahko dovoliš, da je tvoj dih popolnoma neprekinjen, ko vsak vdih nežno teče v izdih, ko vsak izdih se nadaljuje v naslednji dih. Ti pa dihaš v krogu, brez prekinitve, in začneš čutiti, kako se je tvoje telo popolnoma sprošča. In v tem trenutku začneš doživljati prostor okoli svojega telesa tik nad kožo. Začneš čutiti to kristalno kroglo moje energije, ki te zdaj vleče v vse smeri, te širi preko tvojega čustvenega telesa. Tvoja kapljica esence, namere te meditacije, zdaj zaktivira, da se skozi to meditacijo zgodi zate popolna uresničitev tvoje najglobje, najčistejše potrebe duše. Tvoj dih teče v krogu, ko je vsa tvoja zavest nad tvojim telesom, v prostoru okoli tebe se kristalna krogla širi in nežno in počasi tvoja zavest vleče naprej skozi gosto čustveno telo dalje do matrice tvojega mentalnega telesa. Tvoj dih še vedno teče, ti pa si predstavljaš in čutiš, doživljaš ter dovoljuješ to kristalno kroglo okoli tvojega telesa, ki se povečuje in povečuje preko meja prostora tvojega doma, tvojega mesta. Se širi širše kristalna krogla s tvojo namero. Zdaj presežeš meje mentalnega telesa in začneš obstajati v zavesti znotraj svojega energijskega telesa. Si zdaj cel, integriran, popoln. Tvoja energija teče v krogu tako kot tvoj dih.
Ljubeče dihaš, dovoljuješ, sprejemaš in dovoliš sebi, da te kristalna krogla vleče dlje, ljubeče, skozi polje tvoje energije širše, preko tvoje države, preko tvoje celine. Zdaj objame tvoja kristalna krogla cel planet Zemlja. Ko začutiš, kako široko polje tvoje energije vleče te dalje, v središče vesolja, vse do tvojega astralnega telesa. Te vodim jaz, boginja Isis, z vsakim dihom, z vsakim izdihom, ki ga spremljaš v krogu. Kristalna krogla teče in te povečuje. Drži ti prostor, gre širše, postaja večja, preko vesolja se razpre, cel tvoj astral zdaj objameš. Tvoja kapljica začetne namere zdaj aktivira tvoje dušne zapise, da vse to, kar se potrebuje zate razrešiti, se zdaj začne energijsko razreševati. Vse, kar se potrebuje zate integrirati in zgoditi, se zdaj dogaja samo od sebe zate. Tvoja edina naloga je, da dihaš, da ostajaš odprt, ko te jaz, boginja Isis, s to kristalno kroglo peljem še dlje. Skozi vesolje te povlečem, povečam, da se tvoja esenca duše zlije naprej, tvoja kapljica zdaj doseže celestialni nivo. Ko začneš čutiti prostor, gost, pa hkrati prazen, z energijo, ki te najmočneje podpira, sežeš preko meja znanega, ti pa nežno dihaš in dovoljuješ, da se zdaj zate v celestialnem nivoju postavijo matrice, matrice vsega, za kar prosiš, da se začne snemati v tvoje telo vse, kar potrebuješ. Energija, zavedanje, ljubezen, občutki, fizične manifestacije, zdaj vse teče nazaj vate, a istočasno tvoj dih še vedno teče v krogu, ti pa še vedno segaš dlje. Ko te kristalna krogla povečuje preko tvoje galaksije v središče vesolja, skozi rob vesolja naprej, še dlje, do začetka kreacije tvoje zavesti. Na neki točki zagledaš svetlo zvezdo. To je tvoja zvezda, tvoja jedrna zvezda. Povleče te bližje k njej, ti pa ljubeče dihaš, dovoljuješ. In tvoj dih teče v krogu, sam od sebe, zdaj dih diha tebe. Svetla zvezda te povabi v sredino sebe, ko že prideš do telesa manifestacije in se zaveš zdaj, da je ta zvezda tvoj začetek, tvoja izvorna energija. Povleče te vanjo, vidiš, čutiš, zaznaš njene barve. Izjemno prijetno ti je, ko spustiš se v vrtinec svoje jedrne zvezde. Zdaj znajdeš se tu v njej, dovoliš vse občutke, dovoliš aktivacijo svetlobnih kod,
tvoja potreba, ki si jo ob začetku dal v kapljico, se zdaj izpolnjuje. Občutiš in dovoljuješ, da vse obstaja sočasno, da ni časa, da ni prostora, da je brezmejnost, svoboda in ljubezen. Okupaš se v svetlobi svoje jedrne zvezde in energija te zdaj ponese v samo središče te zvezde, da vanjo postaviš svojo kapljico. Predstavljaš si sebe, kako neseš v dlaneh to kapljico, tvojo vstopno namero, tvojo potrebo, tvojo manifestacijo in položiš v središče tvoje zvezde to kapljico. V trenutku, ko to storiš, ta kapljica zažari, postane zvezda, tvoja zvezda sprejme tvojo namero. In zdaj se začneš kopati v svetlobi tvoje zvezde, vse povsod okoli tebe je njena barva. Prijetno, ljubeče te objema, ko te začne zdaj počasi ta zvezda vračati nazaj. Ko se počasi vračaš po tem tunelu tvojih zvezdnih energij, se zavedaš, da si predal kapljico in s tem omogočil manifestacijo. Tvoja zvezda bo poskrbela, da se napolnjen z vibracijo vračaš nazaj in da utelesiš svojo namero kot resničnost. In če tudi si kapljico predal, te zdaj spremlja ta žarek svetlobe tvoje jedrne zvezde, ko se nežno vračaš. Začneš čutiti, kako potuješ iz sredine vesolja skozi središče svoje zvezde, iz nje ven. Te vleče nazaj tvoje jedro v tvojem fizičnem telesu in lebdiš, letiš skozi meglice, skozi galaksije, skozi nove dimenzije. Se spuščaš iz svojega telesa manifestacije preko tvojega celestialnega telesa. Ko se nežno in počasi kristalna krogla začne zmanjševati in te vleče bliže k tvojemu telesu. Jaz, boginja Isis, te nesem, da zdaj potuješ skozi svoje svetlobno telo v objemu svojih duhovnih vodnikov, ki te zdaj spremljajo nazaj, potujejo s teboj vse do astrala, skozi zapise tvoje duše, skozi gosto polje tvoje dušne energije. Ti zdaj jaz, boginja Isis, pomagam, ko vlečem skupaj tvojo kristalno kroglo in se začneš prizemljevati, nižje sproščaš se nazaj v svoje fizično telo. Ves čas pa s teboj potuje svetloba, svetloba tvoje jedrne zvezde. Neseš jo, ko dosežeš
svoje energijsko telo in se začneš počasi približevati nazaj planetu Zemlja. Skozi gosto polje planeta Zemlje se zdaj tvoja svetloba vrača in napolni celo tvoje energijsko polje. Skozi gosto polje tvojega mentalnega telesa se zdaj znajdeš na planetu Zemlja in čutiš, kako te kristalna krogla vleče nazaj. Čisto blizu svojega telesa prihajaš, ko prideš na svojo celino, v svojo državo, v svoje mesto, v svoj dom. Tik ob tvoje telo se zdaj nežno zasidra svetloba tvoje jedrne zvezde skozi tvoje čustveno telo, naravnost v središče fizičnega telesa, v tvoje srce. Svetloba tvoje jedrne zvezde zdaj dosežete. Začutiš, čutiš, dovoljuješ to božansko sidranje tvoje izvorne energije. Ostaneš v srcu in dovoliš ta blagoslov, ko se tvoja izvorna energija, tvoja svetloba zdaj zasidra v tvoje fizično telo. Ihyate yane yaka ilyata wahuna yako yashanya lakita ona iti ilyana ihayako ichati halaku inyate ihate lakiana iatuini oahupali kayanata ishiate oka ihani amatana iya kilania unitara lana mashania kaya ualanga ihuani kala itika ikayana isha washana likau mayaku iliate wahune katashaya wahulayata ikiapanita yashina inayakuyata iliatewa opalatuka itia ianya wa kitalara ishi ikiate ona ishlaya itiana ikiauna iha lekeya itiana maisha litaya okatu itiatonatu litara ipia iko iato. Tvoja jedrna zvezda, prizemljena v tvoje srce, zdaj sveti iz tvojega srca na široko navzven.
Začutiš vse, kako zdaj žariš. Prepoznaš svojo jedrno zvezdo, ki sije iz tvojega srca. Ti si začetek, ti si konec vsake tvoje manifestacije, vsake tvoje uresničene potrebe, vsake tvoje kreacije. In to, kar čakaš, da se zgodi od zunaj, je izkušnja, ki je aktivirana od znotraj. Zdaj to čutiš, zdaj to veš. Ne živiš v iluziji ločenosti. Zavedaš se, da si eno z vsem prepleten, povezan. Zavedaš se svoje izvorne točke. Da je to življenje le eno v nizu, ki se kot ogrlica prepleta in kot biseri na ogrlici vsako življenje dodaja zgodbo drugi izkušnji, novemu doživetju, novemu plesu. In zdaj, ko žariš, ko svetiš iz središča svojega srca navzven, veš, da je to doživetje eno v nizu, eno na tvoji ogrlici. Ali lahko spoštuješ točko, kjer si, lahko objameš in čutiš hvaležnost tega trenutka, se zavedaš razsežnosti svojega obstoja, ki ni omejeno na to telo, na ta prostor, na te zgodbe in izkušnje. V dušnem smislu si višji, večji, mogočnejši kot vsaka zgodba, ki jo piše tvoj Svoboden si, meja ni. Vsak trenutek si lahko povezan z vsem, kar si. In ko zdaj sveti tvoja jedrna zvezda iz tvojega srca, opazi njene žarke, začuti njeno svetlobo, prepoznaj, kakšne barve je. Vidiš jo, veš. Ta barva, ta svetloba, to si ti. Iz te svetlobe rojen si. In ko naslednjič občutiš majhnost ali nemoč, spomniš se te svetlobe, ki žari iz tvojega srca, aktiviraš jo, zažariš v njej in vse, prav vse je mogoče zate. In zdaj se spomniš svojega diha in povabim te, da ga poglobiš. Zavestno vdihneš skozi nos zdaj visoko in dodaš globoki izdih skozi usta. Nadaljuješ z zavestnimi vdihi skozi nos visoko, z globokim izdihom skozi usta. Vsak vdih in vsak izdih te začne zdaj vračati v polno čutenje tvojega telesa. Dovoliš si počasno sidranje v tvoje fizično telo, ko jaz, boginja Isis, zdaj v središče tvojega srca postavljam tudi kristalno kroglo, ki je potovala s teboj v tej meditaciji. Leta se obarva v tvojo svetlobo jedrne zvezde in se potem ponovno razširi okoli tebe, okoli tvojega energijskega telesa v hipu. 3, 2, 1 in ti ustvari najčudovitejšo, najmogočnejšo energijsko zaščito oziroma duhovni prostor tvoje duše. Še 3-krat zavestno vdihneš skozi nos in izdihneš skozi usta, ko začneš počasi
v svojem ritmu premikati prste na rokah, prste na nogah. Tvoje oči ostanejo zaprte, ko se ljubeče prebujaš in si dovoliš toliko časa, kot ga potrebuješ, da nežno in ljubeče spomniš svoje telo, da obstaja. Polno, prisotno, živo, vitalno, močno. Ljubezen teče zdaj skozi tebe, hvaležnosti do tega trenutka. Se zahvali sebi za svojo izbiro. Izbiro, da si tu. Izbiro tvoje namere te meditacije. In povem ti, da kar se je znotraj te meditacije zgodilo, je popolna povezava skozi vsa tvoja telesa, povezava s tvojim izvorom, s tvojo jedrno zvezdo, ki nosi vse tvoje zapise. Potreba, ki si jo predal, se bo v naslednjih dneh, tednih, mesecih, letih v tvojem življenju manifestirala skozi vse izkušnje. Tvoja naloga je, da sprejmeš, da si ti, draga duša, vir, začetek in konec vsake tvoje izkušnje. Ko boš pripravljen, nežno in počasi, zdaj začneš premikati svoje telo še malce bolj. Se raztegneš, spremeniš položaj telesa, se ljubeče dotakneš, objameš, pobožaš in začneš svoje telo zbujati. Na neki točki, ko boš čutil, da je pravi trenutek, odpreš oči čisto narahlo in se samo zazreš v en prostor, v en košček tvojega prostora in si dovoliš samo biti. V ljubezni, v prisotnosti, tako počasi prihajaš nazaj. Jaz, boginja Isis, blagoslavljam tvojo izkušnjo, tvojo pot in rada te imam. Ko počasi prihajaš nazaj, se zavedaš, da vse v tvojem življenju je tvoja izbira. Izberi sebe, podaj namero in vse, kar izbereš, se bo zgodilo. Z ljubeznijo zate, jaz, boginja Isis. Nežno in počasi pridemo nazaj. Kako se počutimo božansko. Hvala lepa. Če želiš, lahko napišeš svoje doživetje in dovoliš, da ostane ta energija, ta povezava skozi vsa naša telesa v tebi. Ja. Berem vaše komentarje, lepo. To je moč kanalizirane meditacije, da nas resnično da v takšno stanje zavesti. Hvaležna sem, da smo danes to doživeli skupaj
In zaupam, da se bomo še vračali, ne, v to kanalizirano meditacijo in jo imeli za svojo duhovno prakso, ki bo povezovala nas ves čas z našo jedrno svetlobo. Lahko napišete v komentar, kakšne barve je bila vaša jedrna zvezda. Naša jedrna zvezda je v barvah naše duše. Tako da takrat, ko gremo v jedrno zvezdo na poti ali pa v njej spoznamo tudi barvo naše duše. Hvala lepa za to izkušnjo. Tako, dragi moji, v teh energijah zaključujemo današnji dogodek in naj nas ta naša jedrna svetloba podpira v kreaciji življenja, ki ga izbiramo zase. Mi pa se vidimo v jutrišnjem večeru, ko nadaljujemo z našim izzivom duhovne prakse.